Rada bi vam razložila tudi zgodbo o Juretu. Torej, kako se je katere simptome anksioznosti je Jure imel, kaj je bil razlog za to, kako smo to rešili in kako se je njegovo življenje spremenilo. Zelo zanimiva zgodba. Jure je prišel k meni pred nekaj leti, 2-3 leta nazaj. Pripeljal ga je njegov brat, ker je bil v tako slabem stanju, da ni mogel sam niti voziti. Bil je poln strahov. Drugače je bil star 36 let, sredi svojih najlepših let, bil je vodja športnega centra, torej športno aktiven, imel je družino, 2 krasna otroka. Ampak v njem se je začela anksioznost. In ko so se začeli neprijetni občutki, on to preslišal, seveda, po moško, pa še kozorog po horoskopu, samo gremo naprej, gremo naprej. Toliko časa, da se je njemu vse to začelo stopnjevati. In so postali strahovi vedno večji in občutki neprijetni vedno večji. On je meni razlagal, da ga skozi boli v dimljah, da ima take močne pekoče bolečine, da ga je postalo vedno bolj strah. Torej, simptomi so bili vedno hujši. Bolelo ga je v dimljah, to je bila njegova glavna bolečina. In on je bil tako že prestrašen za svoje zdravje, da je hodil vsaki drugi dan na urgenco. In so ga preiskovali, specialisti, zdravniki niso čisto nič našli, njega je pa bolelo in njemu se je strah samo stopnjeval. Začeli so se mu celo panični napadi, torej napadi panike, razbijanje srca, potenje, močne misli, občutek, da bo umrl, občutek, da se mu bo zmešalo. Na koncu je bil že tako prestrašen, da je sam še ležal v posteli, ni upal več iz stanovanja, ni upal svojih 2 otrok peljati do vrtca, ki je bil blizu, ker ga je bilo tako strah. Prej pa je 1000 kilometrov vozil on, da se razumemo, on je bil tisti, ki je zmogel vse. Ko je ta anksioznost se njemu stopnjevala, on je obležal v posteli. Komaj, da je šel sploh do stranišča, ni upal ven iz stanovanja in ko je ležal v posteli in v hudih bolečinah, on je bil prepričan, da bo umrl. Prepričan je bil, da ima neko hudo bolezen in ni mu bilo jasno, zakaj niso te bolezni na preiskavah odkrili. Stanje v družini seveda ni bilo najbolj prijetno, tudi otroci so trpeli, ko so ga gledali, njihovega veselega, živahnega atija, ki je kar naenkrat bil v taki slabi koži. In takrat ga je brat pripeljal k meni in ko sem mu jaz razlagala, kako poteka pri meni stvari, kako potekajo terapije, kaj je potrebno narediti, na koncu mi je rekel, čez nekaj časa mi je rekel, veš, jaz nisem nič razumel, kaj si mi govorila, niti te nisem mogel poslušati, niti ti mogel slediti, kaj si mi govorila. Edino, kar sem slišal, je to, da se da rešiti in da bo to meni pomagalo. In Jure, zavzet kot je bil, trmast kot je bil in delavn, je naredil točno vse, kar sem mu jaz rekla in stanje se je začelo izboljševati. Torej, pri njemu je bila anksioznost, razširjena v panične napade in tudi že v bistvu bi lahko tudi dali mu etiketo ali pa naziv izgorelost. Če pa skupaj pogledamo, je bilo pa stanje tako, da ni mogel funkcionirati, ni mogel več službo hoditi, ni mogel več skrbeti komaj za sebe, niti slučajno pa za otroke in za družino, kar je bil prej navajen. In kaj je bil, zdaj pa poglejmo, kaj je bil v bistvu razlog tega njegovega stanja. Jure je veseljak po naravi, on je zelo vesel, zelo tak pozitivna oseba. Ampak vseeno, ko se je to začelo, je ta njegov optimizem izginil. In na plano je prišla tudi ta njegova zelo čustvena plat. In tekom procesa sva midva odkrila, on je doživel kar nekaj smrti, ljudi, ki so bivali okoli njega, njegovih ljudi, s katerimi se je on družil, tudi mladih in tudi nekega sorodnika. Skratka, doživel je 3 ali 4 smrti ljudi, ki so bili v njegovem ožjem krogu, na katere je bil on navezan, ker je res taka pozitivna oseba, čustveno odprt, rad ima ljudi. In te smrti so ga tako prizadele, da so se občutki vtisnili van in so se toliko stopnjevali, da je on popolnoma ohromel od tega. Na energijski bazi, na energijskem nivoju so šli vsi ti občutki v njegovo telo, da on več ni mogel funkcionirati. In to res ni bilo, on ni bil bolan. Zdravniki so imeli prav, specialisti so imeli prav, on ni imel nobene resne bolezni, ampak na energijskem nivoju pa je bil izjemno zmatran.
Torej, fizično je bil zdrav, energijsko je bil pa v izjemno slabi koži in telo ni moglo več funkcionirati. In je imel seveda te kognitivne simptome, se pravi, ni imel koncentracije, ni imel motivacije, ni težko razmišljal, ni imel jasnosti misli. Imel hude bolečine v dimljah, to je bilo poudarjeno, imel razbijanje srca, imel je potenje, imel je čustvene simptome, strah, grozo, strah pred smrtjo, strah pred boleznijo, strah pred prihodnostjo, strah, kako bo poskrbel za družino, in potem občutke nesposobnosti in vse to je bilo pač res izjemno močno pri njem. In kako sva midva začela to reševati? Torej, eno stresno situacijo za drugo sva predelala na ta način, da so ti občutki šli iz njega ven. On je ogromno jokal, ogromno se je potil, ogromno nekih čustev je šlo iz njega, neprijetnih. Uporabila sva tudi tehniko tapkanja, s katero se dotikamo tega svojih teh akupunkturnih točk in lažje čistimo čustva iz teležja, lažje brišemo občutke iz svojega energijskega sistema. In po 3 mesecih je Jure že začel funkcionirati, lahko je začel otroke v vrtec peljati, lahko je začel zdaj spet normalno funkcionirati, športati in tako naprej. Ni bil še v najboljši koži, tako da midva sva delala še mesec, 2, ampak po enih 5 mesecih je prišel on iz drugega konca Slovenije v Maribor in je pripeljal svoja 2 otroka, ki so se šli kopati na Ptuj. In jaz sem bila ful vesela in tega tako nikoli ne bom pozabila prvega obiska pri meni, ko je bil res v slabi koži, do tistega, ko je spet lahko vozil, ko je spet svoje 2 otroka pripeljal, ko je bil postal spet tisti vesel, srečen Jure, ki skrbi za druge, ki druge dviguje in ki zna ljudi navdihniti. Ampak tu še ni bilo konec njegove poti, njegovega vzpona. Torej, takrat je bila anksioznost rešena, panični napadi so se nehali, zgorelosti ni bilo več, nehal je hoditi na urgenco, razumel je, da ko se mu v telesu kaj slabega pojavi, da pač je treba se ukvarjati s tem. Pomeni, da je skrit nek stres, jaz sem ga naučila, kako on to najde, kako to počisti in kako lahko to premaga. In tako je Jure potem res še kakšen mesec in čez nekaj časa je postal moj sodelavec in me celo pomagal in je celo druge ljudi pomagal dvigovati, druge ljudi navdihnil. In nekega dne spet pride v mojo pisarno, spet je minilo 1,5 leta, potem, ko sva skupaj delala, ko je marsikomu tudi lahko rekel, glej, meni je pomagalo, tebi bo tudi. Asja to zna, zaupaj ji, delaj to, kar reče, meni je pomagalo, tebi bo tudi. In pol nekega dne pride pa reče, veš kaj, Asja, mene pa zdaj kliče pot naprej in jaz grem v Dubaj. Ne morem več delati pri tebi, jaz grem v Dubaj. In sem rekla, ok, Jure, gledaj, ostanemo povezani, tako ali drugače, jaz ti želim vse dobro. In se mu odprla čisto nova druga poslovna pot, torej šel je v Dubaj, iz Dubaja je šel v Švico in danes raste na tem poslovnem nivoju in postaja vedno boljši in to zasluži vedno več in vedno lepše mu gre. Nikoli ni pozabil, kje je te svoje najnižje točke, nikoli ni pozabil več delati sam s sabo, nikoli ni več pozabil slišati svojega telesa, zdaj on ve, če rabi pomoč, ve, zna si sam pomagati, če mu slučajno ne gre, se ve, kje me najde, ampak njegova pot je šla samo navzgor, to vam hočem povedati. Od človeka, ki je ležal na postelji, ki ni mogel otroke niti v vrtec peljati, do tega, da je spet lahko vozi 1000 kilometrov, da gre z letalom, da je zdaj postal vodja, da ima ekipo ljudi, s katero skrbi, ne vem točno koliko, ampak mislim, da jih je več kot 10, da ima poslovne cilje, da raste, da to je vse pot, to je vse možno. In v nas je moč, s katero mi lahko premagamo anksioznost. Seveda je pa potrebno se začeti ukvarjati s sabo in potrebno se naučiti nekaj veščine. Ampak anksioznost lahko premagamo. In Juretu je ta anksioznost pripeljala na najnižjo točko, kjer se je on odrinil od tal in šel in je zdaj višje, kot je bil kadarkoli prej. Tako da, evo, upam, da vas je ta Juretova zgodba navdihnila, meni je vedno znova v navdih in vedno znova tudi se lahko ponosna nase za to, da sem bila del te njegove poti, da sem mu lahko točno tiste veščine in znanje predala takrat, ko je on rabil.
Tako da vam želim, da tudi vam anksioznost ne postane nekaj, zaradi česa se boste kritizirali, obsojali in ostali na dnu, ampak da je to priložnost, da začnete resnično rast, da začnete iz sebe odstranjevati tisto, zaradi česa je anksioznost sploh nastala. In da veste, da tudi vas čaka življenje tako, ki si ga boste vi sami lahko oblikovali po lastni meri.